Zelo dejavni so še naprej nasprotniki postavitve plinskih terminalov v Tržaškem zalivu. Pred kratkim ni dosti manjkalo, da bi španska družba Gas Natural dobila dovoljenje za projekt, zdaj pa se je ta znova odmaknil. Tudi zaradi opozoril in protestov nasprotnikov je italijanski minister za okolje vendarle naročil nove študije o posledicah, ki bi jih terminali imeli za okolje in razvoj tržaškega pristanišča. Obnovo postopka, ki bi se zadnje tedne skoraj končal s prižigom zelene luči za uplinjevalnik v Žavljah, so, kot kaže, dosegli v Tržaškem pristanišču. È una grandissima limitazione nello sviluppo dei traffici futuri e ulteriori. Sperate di riuscire a fermare questo progetto? Io non ho dubbi. Proti terminalu so se večkrat izrekle vpletene občine in Tržaška pokrajina. Servisna konferenca Furlanije Julijske krajine pa je vseeno sprejela okoljsko soglasje zanj. Nezakonito torej sprožila val protestov in pilatovsko umivanje rok odgovornega. 250 cittadini su 250.000 sono una parte importante, ma non sono la maggioranza della comunità. Ljudje so jezni in odločeni, da plinske pošasti na domačem pragu nočejo. Emilia è samo na 500 metrov oddaljenosti od te nevarne naprave. Il dissenso di tutta la città contro un'opera che non ha nessun senso e nessuna giustificazione. Pred dnevi so protestniki pregnali okoljskega ministra, ki ima mimogrede hišo v Devinu. V varnem objemu policije je tudi izjavil: Non possiamo neppure accettare che la Slovenia possa imporre all'Italia delle condizioni e non sia disponibile a rispettare invece le indicazioni e le esigenze che l'Italia pone alla Slovenia. In prav Slovenija je tista, so prepričani v Trstu, ki bi najlažje po pravni poti zaustavila gradnjo plinskih terminalov. Morski uplinjevalnik v Venetu že 5. leto siromaši tamkajšnje ribištvo. Napovedanih novih delovnih mest ni, denarne odškodnine pa so občutno nižje od obljubljenih. Napoved Italije, da bo vendarle vnovič premislila in preučila vpliv plinskih terminalov na okolje, je z zadovoljstvom sprejel tudi Evropski komisar za okolje Janez Potočnik. Italija je, kot pravi, tako omogočila dialog o upravljanju severnega dela Jadranskega morja, ki je po mnenju Potočnika tudi edina trajna rešitev, saj sporni terminali niso edino vprašanje, ki ga bo treba rešiti. Napoved Italije, da znova pretehta okoljska dovoljenja za 3 sporne energetske objekte, je po mnenju Evropskega komisarja za okolje korak v pravo smer. Mislim, da se z izjavo ministra Klinija odpirajo vrata za nadaljnji dialog in to vsekakor pozdravljam. Nov razmislek o terminalih in povabilo sosedama na pogovor je italijanski minister napovedal januarja po sestanku s Potočnikom. Komisar zdaj ocenjuje, da pravega dialoga ni bilo in opozarja: ne tožbe, pač pa le pogajanja lahko prinesejo celovito in trajno rešitev za severni Jadran. Pri tem namreč ne gre le za plinske terminale. Gre tudi denimo za vprašanje širitve pristanišč, gre za ostale vprašanja, ki so pač povezana z vsemi učinki, ki jih različne ekonomske dejavnosti in infrastrukturni projekti lahko imajo na ta občutljivi severni del Jadrana. Evropska komisija v tovrstnih primerih formalno ne more ukrepati, dokler ni izdano gradbeno dovoljenje. Tudi potem lahko preverja zgolj pravilnost postopkov, ne pa vsebine poročil. Je pa organizirala tehnične sestanke med stranema in spodbujala dialog. Tudi poskušam znotraj komisije spodbujati svoje kolege, da bi razmišljali o nečem podobnem tej makroregiji na jonsko-jadranskem področju, kot jih imamo danes na podonavskem področju. Tudi zato je vesel napovedi obeh ministrov o januarskem sestanku.